da bi napisal pesem, enostavno, prijazno, ki bi bila brez skrbi, ki bi ljudi veselila, ki bi še meni dajala moč. Brez šoferjev, ki skozi šipe grozijo, brez slepih, ki pamet preučijo, prazniki z naslovnih vzrok, kravat, ki lepo govorijo, a takih pesmi je danes težko. Nekaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli. Nekaj pa je še takih ljudi. Nekaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli. Nekaj pa je še takih ljudi. Verjamem, vem, da mi nekoč bo uspela, vem, da me tako bo zadela, prijazna bo legla v srce in bo ljudi radostila in bo še sebe potolažila in vsem nam bo dajala moč. Nekaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli. Nekaj pa je še takih ljudi. Nekaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli. Nekaj pa je še takih ljudi. Verjamem. Lepo pozdravljeni. Spomladi do rožne cvetice, poleti do zrele pšenice, jeseni do polne police, pozimi do snežne kraljice, v knjigi do zadnje vrstice, v življenju do prave resnice, v sebi do rdečice, čez eno in drugo lice. A če ne prideš ne prvič, ne drugič do krova in pravega kova, poskusi vnovič in zopet in znova. Tako vztrajni so Marušeki iz Selnice ob Dravi. Zato jim pesem in glasba gladko tečeta. Tako vztrajni ste vi, spoštovani zadružnice in zadružniki. Zato se že leta in leta srečujemo na dnevu slovenskih zadružnikov na sejmu z več kot 50-letno tradicijo. In vztrajam tudi Ida Baš in vsakič znova sem vesela povabila, zato ker vem, da sem s pridnimi ljudmi v družbi. Tudi letos dajejo vašemu delu priznanje visoki gostje, med njimi tudi predsednik slovenske vlade, dr. Miro Cerar. Dragi gostje, dragi vsi drugi prisotni, seveda predvsem pa zadružnice in zadružniki, dobrodošli. Letos smo si govorni uvod v podelitev priznanj Zadružne zveze sposodili pri našem poetu Tonetu Pavčku. Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca, nam prigovarja. In zadružniki še kako upoštevate njegove misli. Dan slovenskih zadružnikov je simbol tradicije, uspehov, vztrajnosti in trdega dela. Vsakega posameznika in vseh, ki živite od kmetijstva ali pa nas, ki smo povezani z njim. Je priložnost za javno zahvalo.
Priznanja, ki jih podeljuje Zadružna zveza Slovenije, pomenijo zahvalo za gradnjo in krepitev zadružnih vrednot med generacijami in v okoljih, kjer sobivate. Naj bo vaše delo spodbuda vsem nam za naše skupno delo v prihodnje že danes. Ne čakajmo na... Ljubiteljska glasbena skupina Marušeki deluje kot glasbena sekcija v kulturnem društvu Pavza v Selnici ob Dravi, preigravajo pa slovenske in tuje popevke iz 70. let, pa tudi ljudske. Še jih bomo slišali. Zdaj pa ima besedo predsednik Zadružne zveze Slovenije, gospod Peter Vrisk. Spoštovani zadružniki, spoštovani gostje, lep pozdrav vsem skupaj. Med nami seveda pa moram najprej pozdraviti tudi visoke goste, ki so se odzvali našemu vabilu. Danes je praznik za nas, podelitev priznanj Zadružne zveze, to je že dolgoletna tradicija. In ko imamo v družini praznovanje in povabimo goste, smo veseli, da gostje pridejo. Žalostno bi bilo, da bi povabili, pa bi potem sami bili, da gostov ne bi bilo. No in seveda danes je z nami cela vrsta gostov, zato mi dovolite, da res se obrnem na vsakega od njih in ga posebej lepo pozdravim. In sicer najprej predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja. Lepo pozdravljen. Miro, da te vidimo na vsej. Pravijo, da v tretje gre rado. Tukaj prisotni verjetno veste, da dr. Miro Cerar je bil z nami še kot profesor pravne fakultete prvo leto. Takrat še nismo vedeli, da bo prišel politično tako visoko, lansko leto ravno kot novoizvoljeni predsednik vlade in letos tretje leto tukaj, ko je že kar globoko zaoral v brazde te slovenske politike in mislimo, da dobro gre mu to delo od rok in res smo zelo veseli, da je z nami. Potem prav tako lep pozdrav predsedniku Državnega sveta Republike Slovenije, gospodu Miti Bervarju. Z nami je tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sodelavci
Magister Dejan Židan. Minister, lepo pozdravljeni. Z nami je tudi Iva Dimic, predsednica Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega zbora Republike Slovenije. Lep pozdrav. Prav lep pozdrav vsem poslankam, poslancem Državnega zbora, svetnicam in svetnikom Državnega sveta. Lep pozdrav vsem skupaj, tudi en aplavz. Potem lep pozdrav tudi vsem državnim sekretarjem, ker nekaj jih vidim tukaj prisotnih, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljam predsednico Nove Slovenije, Ljudmilo Novak. Predsednica, hvala, da ste z nami. Predsednika Slovenske ljudske stranke, Marka Zidanška. Lepo pozdravljam. Predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Cvetka Zupančiča. Potem so z nami že dolga leta naši prijatelji iz ostalih sosednjih držav, Rade Jovanov, Zadružne zveze Vojvodine in sodelavci. Rade, kje si? Kje pa je? Kje se skriva? Potem Nikola Mihajlović, Zadružna zveza Srbije in sodelavci. Ilda Stanojević predstavlja naše hrvaške kolege. Potem pa seveda z nami je vinska kraljica Sandra Vučko. Lepo pozdravljena. Potem mlečna kraljica Maja Sriše. Danes je tukaj vse, ni da ni. Tako da jaz se opravičujem, če koga ne bom, se pravim, vse malo se to pozdrav mogoče vleče, ampak jaz pred leti, ko sem še bolj tudi v Avstrijo hodil te naše kolege obiskovati in tam zelo daja poudarek na pozdrave, tudi pol ure včasih, ne. In tam pa res grejo tako, da prve 3-4 vrste in takrat se mi zdelo malo dolgovezno, ampak na koncu konca pa tisti, ko so zadaj, mogoče sploh ne ve, kdo vse je tukaj. In mi smo ponosni, da smo vas povabili, da ste vzeli čas, da ste prišli in res kot goste vas cenimo in vas lepo pozdravljamo. Tako da posebej pozdravljamo tudi tukaj predstavnike sedme sile, ki vidimo, da je tudi v lepem številu zbrana tukaj in pa seveda na koncu koncev lep pozdrav vam, spoštovani prejemniki priznanj. Zaradi vas smo danes tukaj in v nadaljevanju potem bomo tudi podelili ta priznanja. Lep pozdrav tudi vam. Spoštovani, ko se pogovarjamo o zadružništvu v slovenskem prostoru, nekako ocenjujem, da smo šli čez različna obdobja. Tam seveda v začetku 90-ih let je nekako bilo zadružništvo mišljeno kot nek ostanek preteklosti, ki ni več za sodobni čas. Kapitalizem je prihajal v to našo družbo v vse pore in mnenje je bilo, da te zadruge pač ne bodo preživele. Trdo smo se borili, vztrajali in nekako iz tega bolj negativnega razmišljanja do zadružništva prišli do nekega obdobja, ko sicer ni imel nihče nič več proti, tudi je bila neka načelna podpora, dejansko v praksi pa neke podpore ni bilo. So bili neki razpisi na tem in onem ministrstvu in enostavno so pozabili na zadruge in seveda, če ni pisalo v razpisu zadruga, potem seveda nismo bili, bi rekel, upravičeni do določenih finančnih sredstev. To zadnje obdobje, ki ga živimo pa zdaj, pa kljub tej krizi, ki je v tem našem prostoru in gospodarski in tudi sicer, pa lahko rečem, da prihaja do neke dejanske podpore slovenskemu zadružništvu, ne samo na področju kmetijstva in gozdarstva, ampak tudi na drugih področjih. Tu res moram izreči priznanje vladi in predsedniku, ki se je osebno zavzel, oblikoval delovno skupino za razvoj zadružništva v slovenskem prostoru, ki zelo aktivno delamo, pripravljamo spremembe mnogih zakonov, celo pogovarjamo se v tej smeri, da bi mogoče celo zadružništvo napisali v ustavo, kot imajo to v mnogih razvitih evropskih državah. In vesel sem, ko v tej skupini vidim, Tadej Slapnik to lepo vodi, smo mu hvaležni za to, sekretar pri predsedniku vlade. In vesel sem, ko vidim na teh srečanjih, da je v tem krogu tudi veliko mladih ljudi,
pa ne kmeticev, z drugih področij, z drugih fakultet, ne, in mi je prav zanimivo, kako ti mladi ljudje dojemajo zadružništvo. Mogoče tista srednja generacija ima v glavi še bolj neke slabe občutke, spomine na nek bivši sistem, ti mladi pa s tem niso obremenjeni. In jaz sem prepričan, da s te mlade pozitivne energije in s podporo vlade, da bomo tukaj res uspeli doseči neke premike. Vidimo namreč, da ta kriza se verjetno kmalu ne bo končala. In jaz mislim, da zadružništvo, če govorimo o nekem socialno vzdržnem stanju v družbi, je tista oblika, ki lahko država na najcenejši možni način v družbi vzpostavlja neko socialno stanje. Kar se tiče konkretnih zadev, ki jih izpostavljamo, prej sem že omenil, da bi želeli, da tudi v ustavo zapišemo podporo zadružništvo, zadružno revizijo bi mi želeli, da se nazaj uvede. Imam občutek, da je to, da nimamo zadružne revizije v teh zadnjih letih, da se malo tudi pozna. Mi smo tu pomembno delo opravljali, svetovali zadrugam in v končni fazi pač nek nadzor mora biti, drugič pa tudi, ko je bila zadružna revizija, zadruge so imele vsak dan možnost poklicati in so tudi dobile nasvete in tisto, kar je pač bilo potrebno. Zadruge delujemo v tem lokalnem okolju, danes je veliko govora, ravno te dni smo tukaj bili na mnogih posvetih, vsi govorimo samooskrba, lokalna hrana, delovna mesta v lokalnem prostoru in zadruge to vse skozi izvajamo. V tistem času, ko je bil velik gospodarski napredek, ko smo tega zele nagrajevali, ki so imele 30, 40, 50% letno rast, smo zadruge bile kar nekoliko zapostavljene, ker recimo mi smo v 10 letih promet v zadrugah podvojili. To pomeni 10% letno. To je tista normalna gospodarska rast, ki je zdržna. Torej, če prehitro rasteš, je lahko zelo nevarno. In tako smo pač nekje v neki situaciji, ki lahko rečem, da imamo neko stabilno situacijo, večina zadrug pozitivno dela, dobro dela, kljub globalnemu svetu, hudi konkurenci iz tujine, še vedno 80% vsega, kar se v kmetijstvu dogaja, se dogaja preko naših kmetijskih zadrug. In to se mi zdi izjemno pomembno. Imamo stabilno članstvo, ravno tudi sem bil na občnem zboru, recimo na zadruge, mogoče Agrarija Koper, da direktno povem, celo mladi kmetje se včlanjujejo. Torej, to je pomemben signal, torej, da jemljejo zadrugo kot neko pomembno zadevo. Mogoče, kar se tiče te pridelave hrane in tega danes je, res smo lahko zadovoljni, še nikoli do zdaj ni bilo, da bi slovenski potrošnik tako iskal in cenil domačo hrano. Zdaj tu se postavlja vprašanje cene, torej tisto, kar prihaja iz uvoza, je včasih dvomljive kvalitete, pa poceni. In to je vprašanje, koliko je pa slovenski potrošnik pripravljen in pa tudi sposoben odšteti več za naš proizvod. In to je izjemnega pomena, da mi s promocijo, z ozaveščanjem potrošnikov nekako dopovemo, da se splača dati tudi mogoče 10-15% več, pa vemo, kaj jemo. Hrana je sigurno največ, kar pač ljudje imamo. Več kot obleka, več kot avto, več kot hiša. Če se zdravo prehranjujemo, to pomeni zdravo življenje in manj težav, absolutno. Kar se tiče programa razvoja podeželja do leta 2020, smo zadružniki in zadružna zveza tudi aktivno sodelovali in tu se še dogovarjamo za določene zadeve, kako bi zadruge tudi na tak bolj lažji način tudi lahko prišle do določenih sredstev. Glede organizacij proizvajalcev se še vedno dogovarjamo, kako bomo stvari postavili. Zdaj, meni se zdi škoda, da bi na zahtevo Evropske unije posel iz zadrug izločali, konkretno o zelenjavi govorim, in da bi se oblikovale neke nove pravne osebe. Mislim, da moramo najti neko rešitev, ki bi to bilo možno v okviru obstoječih zadrug, da to peljemo. Mogoče bi še spomnil, ker sem že govoril o lokalni oskrbi, včeraj smo imeli, tukaj je bil odbor za kmetijstvo državnega zbora, skupno z odborom za gospodarstvo državnega zbora, predsednica je tukaj tudi, je bila pomembna tema, gospodarski sporazum Združenih držav Amerike in Evropska unija. Nažalost ugotavljamo, da je tu kar veliko težav, pogajanja potekajo v tajnosti, mi želimo, da se to obelodani, da vemo, o čem se pogovarja. Kot sem bil še pred leti podpredsednik OPEC-OGEKE, smo aktivno sodelovali tudi z kmetici, s kmeti v Združenih državah Amerike, poskušali smo vzpostaviti neko sodelovanje in smo po 2 letih ugotovili, da skoraj ne najdemo stične točke. V Ameriki, kar se tiče poljščin, praktično vse gensko spremenjeni organizmi. V Evropi zaenkrat še praktično nič. Kar se tiče prehrane živali, je tam dovoljenih mnogo kemikalij, ki v Evropi več niso. Torej, če bi mi hteli tu nek sporazum doseči, ga podpisati, potem bi Evropa mogla izjemno popustiti pri svojih standardih.
In zdaj dobro, nekdo bo rekel, ja, ti se zavzemaš za svoje kmete, vi navijate za svoje zadevo, ampak tudi z vidika potrošnikov, gledajte, jaz mislim, da si ne želimo uživati manj zdravo hrano. Mislim, da se tega moramo zavedati. Kar se tiče, prej sem že omenil malo zelenjavo, tu bi jaz želel, glede teh javnih razpisov, sicer zdaj smo tu zadeve že precej spremenili, mi imamo zdaj kar precej povečujemo proizvodno zelenjave v okviru Ministrstva za kmetijstvo s podporo ministra in Sveta za kmetijstvo smo uspeli, da se je podpora po hektaru za zelenjavo bistveno povečala, mislim, da je to pozitivno. Tu je mnogo delovnih mest lahko in pa tudi zelenjava je tisto, kar je danes nekako vsi se zavedamo, čim več zelenjave, sadja in to mora biti kvalitetno in iz lokalnega okolja. Zelenjava, ki je 14 dni, 3 tedne v hladilnici, verjetno je hranilna vrednost bistveno manjša. In tu jaz računam, da bi te razpise skupnimi močmi prilagodili, torej da ne kršimo pravil Evropske unije, da pa nekako spoštujemo lokalno. Pri tem mojem delu tudi na evropski ravni sem videl, da kar se tiče evropske ravni, vsi govorimo ali pa govorijo globalno, ko priješ pa v Avstrijo, v Francijo, v Nemčijo, v neko regijo, pa vidiš, kako znajo tam lokalne zadeve nekako spromovirati in potegnati tisto optimalno iz tistega ven. Tudi v lesni verigi sicer danes ni časa, da bi podrobno, tu nas tudi čaka še veliko izzivov, zadruge veliko lesa odkupimo, je pa seveda ta drugi člen v verigi odpovedal, kar se tiče predelave in tu mislim, da moramo še marsikaj postoriti. Poudaril bi tudi vlogo tega varuha odnosov preskrbe s hrano, tudi te dni smo na to temo, na tem sejmu tudi že kar nekaj govorili. Mislim, da sej formalno neke velike moči ni, ampak vidimo pa, da mediji pozorno spremljajo delovanje tega našega varuha in mislim, da bo tudi s to neformalno močjo se dalo marsikaj postoriti. Mogoče še poudarim to, da mi kot zadružniki poudarjamo pomen lastništva, mi želimo, da je slovensko zemljo obdelujejo slovenski kmetje, mi želimo, da smo lastniki naše živilske industrije, mi smo vse napore vložili, da je Deželna banka ostaja v zadružni v slovenski rasti, edini smo, ki smo uspeli našo banko dokapitalizirati, brez državne pomoči, z težkimi napori, to, kaj smo mi denarja vložili, mi nismo z nekih skladov od ne vem kje iz zraka, ampak vsak 10 000 evrov je bilo, ste jih mogli težko prislužiti in to zelo cenimo in spoštujemo. Jaz tudi predsednika občasno se ga tudi o teh zadevah sem ga informiral, tudi na Banki Slovenije smo imeli aktivno pogovor, jaz upam, da tudi naprej, da bo razumevanje za to našo banko, ker glejte, naša Deželna banka sigurno je ključna za razvoj kmetijstva in podeželja. In mislim, da bomo to tudi ohranili. Mogoče seveda, da omenim tudi semenarno Ljubljana, ki veste, da že 2 leti nekako je v zadružnem krogu, zadružni lasti. Tu se mi zdi izjemnega pomena, da to je edino podjetje, ki ohranja avtohtone sorte slovenske zelenjave in pa nekaterih poljščin. Mogoče primer koruze, recimo, če bi te rekla multinacionalka, mi vam ne damo semena koruze, Slovenija je lačna. Mi nimamo več svojega semena, ki bi lahko sejali in bi rodilo. Torej, koruza je ekstrem, na drugih področjih še imamo, ampak gledajte, to ni samo po sebi umevno. Mi smo lahko v 5 letih brez vseh teh sort zelenjave, ne vem, da ljubljanski motovilc, ljubljansko zelenje, kaj še vse bi lahko našteval in tu je semenarna ima izjemno pomembno vlogo in želeli bi, da tudi, ko so kakšni razpisi evropski, da se tudi najdejo mogoče kakšne podpore, ker to, kar dela selekcijski center na Ptuju, ekonomsko se ne pokrije in mi to vzdržujemo in bilo prav, da tudi kakšna podpora z tega namena pride. Torej, prej sem omenil ta sporazum, torej Združene države pa Evropska unija. Gledajte, tu jaz mislim, da bo res treba, tudi res pričakujemo tudi, da bo vlada tudi na evropski ravni odreagirala. V soboto sem imel priliko tudi temu luksemburškemu ministru na to temo, da smo rekli nekaj stavkov. Zdaj, ta kriza, ki je v Evropi, nismo mi krivi. Slovenija je najmanj, Evropa tudi ne. Zdaj pač ameriška politika je takšna, da je destabilizirala določena področja v svetu in seveda ruska kriza je problem, ki ga nosi Evropska unija. Tudi to, kaj vidimo vsak dan z begunci, vidimo, je to blazen problem, ki nismo mi krivi za njega. In jaz bi želel, da ko gledamo v kontekstu sporazuma Amerika-Evropska unija, da se tudi to upošteva. Torej, mi smo izgubili določene trge, ki so za nas bili zelo pomembni in vprašanje, če jih bomo dobili nazaj. In tu bo treba res neko trdno stališče tudi do Združenih držav, da Evropska unija ne bo
tukaj ostala na tankem ledu. Zdaj Slovenija je pač tako, naše kmetije so bistveno manjše od evropskih, smo pa še toliko bolj občutljivi, ne. Zato še enkrat poudarjam, tam, kjer je možno, moramo nevladne organizacije, ministrstvo, vlada, vsi, da pač, če je kaj tudi še tiste državne zemlje, da pač, če je možno, pride v roke v obdelavo slovenskih kmetov. Toliko, jaz bi se lepo zahvalil za posluh vsem, torej še enkrat čestitke vsem nagrajencem, potem bomo še vsakmu posebej čestitali, potem na koncu tukaj tudi ena skupna slika z predsednikom vlade, hkrati bi pa tudi ob tej priliki želel, glejte, tudi iskreno čestitati predsedniku vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerarju, včeraj je imel namreč rojstni dan, jaz mu res želim trdnega zdravja, pozitivne energije, in pa podpore v tem prostoru, kajti ne glede na to, da velike političnih strank vsak ima neke svoje ideološke in drugačne zadeve, smo pa Slovenija v trenutku, ko moramo skupaj stopiti in skupaj držati. Hvala lepa. Hvala vam, gospod Risk. Zadružniki in zadružnice vedno pogumno stopate po vijugastih poteh do zastavljenih ciljev. Pridelate kakovostno in varno hrano, ohraniti pa poseljeno in obdelano podeželje, graditi na znanju in sodelovanju ter razvijati zadružne vrednote, kot so poštenost, solidarnost, socialna odgovornost, skrb za druge, postavljajo dobre temelje za našo skupno prihodnost. Prihodnost slovenskega kmetijstva, zadružništva in podeželja. Ste zagotovo dober zgled in ponosni smo na vas. Verjamem, da tudi predsednik naše vlade, dr. Miro Cerar, ki ga zdaj vabim. Spoštovane zadružnice in zadružniki, spoštovani visoki in drugi gostje iz Slovenije in tujine, predstavniki medijev in vsi ostali. Vesel sem, da sem lahko tudi letos z vami na tem sejmu, ki že več kot 50 let predstavlja dosežke slovenskega kmetijstva in agroživilstva. Ob tem sem tudi vesel, da so nam glasbeniki, moderatorka, da tako rečem, in ostali, pa tudi rojstnodnevna čestitka meni osebno polepšali dan. Vesel sem tudi tega, da se ob takih dogodkih, kot je ta sejem, kot je to srečanje, poraja nek nov optimizem, nek nov entuziazem, da zmoremo, kajti Slovenci zmoremo, samo začeti moramo spet verjeti v to in sodelovati. No in ta sejem nam sporoča, da s sodelovanjem, vztrajnostjo in pogumom res zmoremo doseči vse, kar si zastavimo za cilj, če je seveda cilj realen. In dan slovenskih zadružnikov je poseben dan na sejmu, zato se vedno znova, kot je bilo že rečeno, rad pridružim vaši slovesnosti. Vsem zadružnicam in zadružnikom, ki boste danes prejeli priznanja, pa že zdaj izrekam čestitke za vašo požrtvovanost in uspešno delo in vsem ostalim želim tudi enako veliko uspeha v prihodnje. Pred nastopom gospodarske krize, konec prejšnjega desetletja, so neredki gledali na zadruge kot na neke organizacije, ki v sodobnem svetu, v globaliziranem okolju, nimajo posebej obetavnih razvojnih možnosti, kot je že rekel gospod Vrisk. Vendar so te domnevne ovire za konkurenčnost ali večjo konkurenčnost zadrug, na primer zadržanost do prevelikih tveganj, pomanjkanje nagrajevanja z delniškimi opcijami in bolj premišljeno zadolževanje v kriznih časih, vse to se je izkazalo za primerjalno prednost pri zadrugah. In zadružništvo, ki že stoletje in pol deluje po istih načelih demokratičnosti, solidarnosti, v skrbi za skupnost, zavezanosti sočloveku, prostovoljnosti in nenazadnje pravičnosti, to zadružništvo bo in mora obstati. Te vrednote in vrline, ki smo jih v preteklih letih prevečkrat zanemarili, predstavljajo namreč na splošno pot v boljšo družbo. In ohranjanje te skupnostne zavesti, da smo človek človeku, da spoštujemo drug drugega, da sodelujemo in smo povezani, vse to, kar zadružništvo jemlje kot izhodišče svojega delovanja, pogrešamo danes
tudi na nekaterih drugih področjih in upam, da bo tega vedno več na vsa ta področja prodrlo. Zato se tudi vlada seveda trudi, da te vrednote krepi, da bodo postale vzor delovanja na vseh področjih v državi. Zadruge niso le pomemben del naše zgodovine in tradicije, so tudi zanesljivo naša prihodnost. In to v oblikah prilagojenih potrebam in razmeram časa. Zadruge so eden povezovalnih kmetijskih, gozdarskih in širših gospodarskih organizacijskih načinov delovanja, ki jih Slovenci zagotovo potrebujemo. Potrebujemo sodelovanje, povezovanje kot temeljno vodilo našega gospodarskega, socialnega in nenazadnje kulturnega delovanja. Podjetja, ki delujejo po zadružnem poslovnem modelu, so tudi bistveno bolj odporna na negativne posledice globalne gospodarske krize od ostalih pretežno profitno usmerjenih podjetij. Leta stabilnega zadružništva dokazujejo, da so zadruge zaradi svojega specifičnega upravljavsko-lastniškega modela sposobne razviti socialni kapital, pripadnost in inovacijski potencial. To jim omogoča potrebno ekonomsko konkurenčnost v primerjavi s strogo profitno usmerjenim gospodarstvom. Izjemen pomen priznava zadružnim organizacijam tudi Evropska unija. Sprejeta resolucija Evropskega parlamenta o prispevku zadrug k izhodu iz krize vsebuje tudi poziv državam članicam, da bi sprejele celovite politike v podporo zadružnemu poslovnemu modelu. Tako bodo države ustvarile regulativno okolje, ki omogoča razvoj zadrug in to zlasti na področjih, kjer ima ta model družbeno, gospodarsko in okoljsko dodano vrednost. Resolucija med drugim postavlja v ospredje ustvarjanje visokokakovostnih delovnih mest in krepitev regionalne kohezije. Zadruge ste podjetja v lasti in demokratičnem upravljanju svojih članov. Zaradi omenjenih jasnih vrednot in trdnih načel je članstvo v zadrugah prostovoljno. Koristi prostovoljnega zadružnega povezovanja pa se kaže v prihrankih zaradi povečanega obsega poslovanja in izboljšanega pogajalskega položaja članov na trgu. Kot je bilo rečeno, se je tudi vlada v koalicijski pogodbi zavezala spodbujati nadaljnji razvoj zadružništva v sklopu posebnega strateškega projekta z nazivom Spodbujanje socialnega podjetništva, zadružništva in socialne demokracije. V okviru tega deluje že omenjena posebna vladna projektna skupina za zadružništvo. Njena naloga je preučiti, katere spremembe in dopolnitve bi bile danes potrebne v normativni ureditvi in podpornem okolju, ter seveda pripraviti konkretne predloge in tudi vzpostaviti nek konstruktivni način sodelovanja v praksi. Pomanjkanje predpisov in izključevanje zadružne dejavnosti iz nekaterih pomembnih ukrepov podpornega okolja za podjetništvo je predstavljalo veliko oviro pri razvoju zadrug pri nas. S sprejetjem novele zakona o podpornem okolju za podjetništvo se upravičena podjetja ne omejuje več le na pravno obliko gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, ampak so do podpornih ukrepov države upravičene tudi zadruge. Država bo še naprej spodbujala zadružništvo na vseh področjih, saj je to pomemben model gospodarjenja in poslovanja. Predstavlja ravnovesje med individualizmom na eni strani, ki daje posamezniku neko svobodo, in pa solidarnostjo in skupnostjo na drugi strani, ki sta pomembni seveda za razvoj družbe kot celote. Zadružništvo je zato torej pomembno, ker s povezovanjem dobičkonosnosti in solidarnosti ustvarja socialni kapital in prispeva k gospodarski raznovrstnosti in razvoju. Letos praznujemo mednarodno leto zemlje oziroma prsti. Varovanje okolja, voda in prsti je naša skupna naloga, čeprav včasih pri naših dejanjih nismo najbolj dosledni. Kmetje in zadruge se tega zavedate. Ste glasni zagovorniki slovenskega lastništva živilsko-predelovalnih podjetij in veste, kako pomembna je lokalno pridelana hrana. Je visoko kakovostna in njena pridelava zagotavlja delo številnim prebivalcem naše države. S tem se ohranja obdelano in poseljeno podeželje, tradicija, navade in običaji.
Velik potencial za Slovenijo in tudi priložnost za vse nas predstavlja še neizkoriščen potencial gozda in lesno-predelovalne verige, kjer si prizadevamo za okrepitev in razvoj tega področja. Sprejeti so bili strateški dokumenti na tem področju, nedavno pa je bil tudi ustanovljen direktorat za les na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo skrbel za izvajanje zastavljenih ciljev. Naloga vlade je, da korak za korakom gradi družbo, ki bo seveda nam in našim potomcem omogočila pogoje za delo in življenje. To pa je možno samo, če pravzaprav pri tem sodelujete vsi in sodelujemo vsi skupaj, če tako kot znate zadružnice in zadružniki resno delamo, smo odgovorni, skrbimo tudi, da deluje pravna država oziroma jo spoštujemo in smo na vseh nivojih skrbni gospodarji. Spoštovani, hvala, da sem lahko tukaj ponovno spregovoril. Hvala vam za vse te uvodne, spodbudne besede in dobro energijo. Resnično spoštujem zadružništvo, ki ima tako bogato in dolgo tradicijo in želim, da jo nadgrajuje tudi v prihodnje. Predvsem pa želim vsem vam, predvsem zadružnicam in zadružnikom, vsem, ki so z vami povezani in nasploh vsem Slovencem, veliko poguma, da bomo premagovali lastne strahove in mentalne ovire, več optimizma in dejavnega sodelovanja, ko bomo iskali rešitve za izzive tega časa in časa, ki prihaja. Hvala lepa. Hvala tudi vam za te besede in izhajajoč iz tega, kar smo slišali na koncu, v zvezi z Mednarodnim letom prsti in svetlobe in seveda skrbjo za trajnostno rabo naravnih virov, se seveda predvsem zadružnice in zadružniki dobro zavedate, da boste nam in prihodnjim generacijam zagotavljali zanesljivo oskrbo z lokalno pridelano hrano. In predvidevam, da si to želi tudi predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Mitja Bervar. Najprej seveda spoštovane zadružnice in zadružniki, cenjeni gosti, predsednik Zadružne zveze Slovenije in državni svetnik gospod Peter Vrisk, spoštovani predsednik vlade, gospod dr. Miro Cerar, spoštovani minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospod magister Dejan Židan, lep pozdrav tudi direktorju, gospodu Janezu Erjavcu, spoštovani predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in državni svetnik gospod Cvetko Zupančič, spoštovani poslanci državnega zbora, visoki gostje in pa tudi predstavniki strank, dovolite mi torej, da vas ponovno kot vsako leto pozdravim v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, našega drugega doma našega parlamenta. Še posebej bi želel izpostaviti, da me veseli, da je sejem skozi zadružno druženje tukaj v Gornji Radgoni v bistvu tudi letos svečano obarvan. Med nami so namreč najbolj zaslužni zadružniki, ki bodo tudi danes prejeli priznanja za svoje uspešno delo. Brez pripadnosti, predanosti in optimizma zvestih članov in članic obstoj zadrug ne bi bil mogoč. Za vsako organizacijo je ključen namreč aktiven posameznik. Zato iskreno čestitam vsem zadružnicam in zadružnikom, seveda pa tudi vodstvu Zadružne zveze Slovenije, ki sledi viziji delovanja v korist članstva in s tem tudi Republike Slovenije. Tudi v Sloveniji na srečo se vse bolj zavedamo, da so zadruge ekonomski model med zelo uspešnim smernimi razvoji gospodarstva in družbe za prihodnji čas. Predvsem zato, ker se z zadružništvom spodbuja drugačen model gospodarske dinamike. Kot kažejo primeri številnih evropskih držav, je z zadružnim povezovanjem mogoče blažiti in tudi reševati enega od najhujših problemov sedanjega družbenega trenutka. To je velika nezaposlenost, ki ogroža temelje blagostanja vsake države in pa človekovo dostojanstvo. Zadruge se ob tem kažejo kot alternativa, kot sporeden, zanesljiv
in trden steber družbene ekonomije. Prav zadruge ste tisti gospodarski subjekt, ki se niste dovolili, da bi se vas kriza še toliko bolj prizadela oziroma dotaknila in da ste kljub težkim časom v bistvu ohranjali delovna mesta oziroma lahko rečemo, da jih ustvarjate nova. Skoraj 150 let zadružnega povezovanja v Sloveniji kaže na trdoživost zadružnega modela, ki je pri nas preživel že vse 3 države. V Državnem svetu Republike Slovenije si prizadevamo, da bi v Sloveniji še bolj prepoznali vlogo zadrug. Skrbeti nas mora tudi lastna pridelava in predelava hrane, ohranjanje delovnih mest, zlasti na podeželju, ter s tem v zvezi z njegovo obdelanostjo in poseljenostjo. Zagotavljanje hrane s trajnostnim izkoriščanjem trajnostnega razvoja domačih proizvodnih virov mora biti strateška opredelitev vsake države. Le na tak način lahko dolgoročno utrjujemo našo politično in ekonomsko suverenost. V ta namen si v Državnem svetu prizadevamo za ustrezno podporo politika države pri samooskrbi. Na posvetu, ki smo ga somišljeniki organizirali v Državnem svetu, smo prav tako opozorili na nevarnost sklepanja trgovinskega sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo, tako imenovanim TTIP-om, katerega je bil danes že nekajkrat omenjen in seveda tudi včeraj. Prav tako smo skupaj z Zadružno zvezo in Kmetijsko-gospodarsko zbornico na primeru ponovno opozorili na številne neizkoriščene možnosti naše države na področju gozda in lesarstva. Seveda tukaj so se sedaj določene stvari že premaknile v pravo smer, pa vendarle je potrebno dati tukaj še dodatno podporo, moralno, kakršnokoli. Ker zadruge upravljate pomembno gospodarsko dejavnost, državni svetniki podpiramo prizadevanje za enakopravnost zadrug z drugimi gospodarskimi subjekti. Zavzemamo se za tako zakonodajo, ki bo zmanjševala administrativne ovire in nepotrebne bremene in vzpostavila kakovostno podporno okolje za ustanavljanje, rast in promocijo zadrug. Ena od možnosti je tudi morda davčno ugodnejša obravnava zadrug, kar bi še spodbujala združevanje oblike organiziranja prihodnosti. Spoštovane zadružnice in zadružniki, spoštovani visoki gostje. Zadruge in zadružniki boste imeli v prihodnje, poleg pristojnega ministrstva in Vlade Republike Slovenije, še bolj pomembno vlogo pri tem, da bo na prihodnjih policah, na prodajnih policah ostalo in da bo seveda še vedno moč najti slovensko blago in da bo slovenski kupec lahko posegel po slovenski hrani. Hrana ostaja strateška surovina, tesno povezana z gospodarstvom, turizmom, kulturo in zdravjem. Prehrambena samozadostnost je eden od gradnikov suverenosti vsake države. Zato si je treba prizadevati za tesno sodelovanje med kmetijskim sektorjem, ministrstvom, Vlado Republike Slovenije in slovensko družbo kot celoto. Iskreno še enkrat čestitam vsem zadružnikom ter še posebej današnjim nagrajencem ter prav tako čestitam Zadružni zvezi Slovenije na čelu s predsednikom Petrom Vriskom in njenemu vodstvu za dosedanje uspešno vodenje in vseh pristojnim seveda delom, ki so ga opravili v dosedanjem času. Verjamem, da ga bodo tudi tako dobro opravili tudi v prihodnje. Hvala lepa in lep pozdrav. Hvala tudi vam. Sejem Agra vsako leto odpira vrata slovenski pridelavi in predelavi hrane, izpostavlja domače in tuje dosežke, povezuje stroko in znanje, sedanjost in prihodnost. Povezuje razstavljavce, poslovne partnerje, kupce, radovedneže in, kar je najpomembnejše, povezuje ljudi s ponosom in pomembnimi dosežki. In zato je tudi vedno rad z nami direktor Pomorskega sejma, gospod Janez Erjavec. In takšne ljudi, o katerih sem zdaj govorila, potrebujemo v naši majhni, a lepi deželi. In verjamem, da tako misli tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, magister Dejan Židan.
Izvolite. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane kraljice, spoštovane gospe in gospodje, drage prijateljice in prijatelji, predvsem pa seveda en lep pozdrav vsem zadružnicam. Ne pozabite, da ženska je tudi osnova kmetijstva in zadružništva in seveda lep pozdrav tudi vsem zadružnikom. Ker so vsi ostali povedali vse, kaj je potrebno v zadrugah, sedaj vemo, zadruge so dobre, zadruge so zelo dobre, so koristne, ni tajkunskih zgodb, rastejo, rešujejo marsikatero krizo, tako da ta del govora bom izpustil, Peter, brez zamere. Bi pa rad povedal nekaj aktualnih izzivov, ki so pred nami, ki pa seveda rešujemo s pomočjo zadružnega sistema, s pomočjo predsednika vlade, celotne vlade in vseh nas. Kmetice in kmetje, kmetijski prostor, prehranski prostor, verjamete mi, ni zakuhal krize v Ukrajini. Mi nimamo nič s tem. To ni globalna politika. Globalna politika, s katero se mi ukvarjamo, je, kaj narediti, da ljudje ne bodo lačni. Večino posledic krize v Ukrajini, ki se kaže potem preko embarga, ki ga Rusija izvaja, pa občuti kmetica in kmet, občuti sektor kmetijstvo in sektor prehrana. In zato verjamem, da Evropska unija sedaj, ko bo morala začeti prerazporejati rezervne fonde, bo razumela, da tisti, ki občuti krizo, pa zanjo ni kriv, potrebuje tudi pomoč. Tudi v Sloveniji izvajamo nekatere aktivnosti, pri nekaterih aktivnostih smo zelo, mislim, da z vso energijo prisotni na ravni Evropske unije, se pa povsem zavedam, da mnogo aktivnosti je pa še pred nami. V naslednjih tednih bomo izvajali en ukrep, ki mislim, da ga boste vsi razumeli, s pomočjo državnega denarja, evropski denar je naš denar, bomo omikali za trga 3000 ton jabolk, krušk, sliv, marsikatere vrste zelenjave. Ne bomo financirali tega, da hrana ostane na polju, ne bomo financirali zelene trgatve, financirali bomo to, da hrana pride do ljudi, ki jo potrebujejo. In to bo projekt, ki mislim, da ga bodo vse davkoplačevalke in plačevalci razumeli, ker z njihovim denarjem bomo delili ta ukrep, ki bo pomagal tudi slovenskemu kmetijstvu. Te dni zaganjamo nekatere promocijske akcije, da našega potrošnika ponovno spomnimo, da je on kralj. Ni kralj trgovska veriga, ni kralj niti industrija ali obrtnik in, čeprav to ne boste želeli slišati, ni kralj kmet. Kralj je potrošnik. On izbira, on odloča, kdo bo živel, kdo se bo lahko razvijal in kdo ne bo imel možnosti za nadaljno delovanje. Zato komuniciramo z slovenskim potrošnikom. Skušamo mu dopovedati, da če vzame v roke lokalni, to je slovenski izdelek, tokrat ne pomaga samo slovenskemu kmetu ali industriji ali obrtniku ali pa, če hočete, tudi proračunu, saj potem pride več davkov v državni proračun. On s tem pomaga, da se posledice krize, ki nekje drugje, ne bodo poznale na slovenskem podeželju. In tukaj seveda pričakujemo vsi družbeno odgovorno ravnanje. Prehranske verige vedno dobro delujejo, ko je vse dobro. Saj potem vsak dobi plačano hrano, verjetno vsak dobi celo plačano tako, koliko je potrebno. Prehranske verige so smiselne takrat, kadar pride do krize. In zato se toliko pogovarjamo tudi z ostalimi deležniki, da v času krize pričakujemo, da breme krize prevzamejo vsi. Nobenega poštenja ni v tem, da če pride do krize, še vedno na svoj dobiček računajo trgovine. Še vedno na svoj dobiček računajo tisti, ki proizvajajo hrano. In Peter, brez zamere, na svoj dobiček še vedno računajo zadruge. Vso breme krize pa naj prevzame kmet. Pričakujem in mislim, da lahko vsi pričakujemo, da v času krize breme krize morajo prevzeti vsi. O tem se bomo pogovarjali še dosti znotraj Slovenije, na ravni Evropske unije ponovno 7.9., ko je sklican svet kmetijskih ministrov, ki smo odgovorni za to področje, naslednji dan pa ponovno z slovenskim kmetijskim sektorjem, da pogledamo, katere ukrepe je v Sloveniji še potrebno izvajati, da se bo podeželje lahko razvijalo naprej. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, letos je svetovno leto prsti. Lahko to prevedemo v bolj običajni jezik, kmetijskih zemljišč.
ker tukaj je največ prsti, kakorkoli obračamo. To, da je letos svetovno leto prsti, ni slučajno. Mi več trenutno ne moremo nahraniti na zemeljski obli vseh ljudi, ki tukaj živijo. Poznate, da lačnih je skoraj milijarda ljudi. In imamo katastrofične napovedi, kako se bo število ljudi povečevalo in enostavno izračuni, kako ljudi nahraniti, moramo jih nahraniti, pa se ne izidejo. In tisto, kar nam primanjkuje, so kmetijska zemljišča. In ne samo, da se povečuje število ljudi, klima se spreminja. Sprememba klime pomeni kaj? Pomeni več erozije. Že ni 3-krat sem povedal na tem semju, pa še danes bom ponovil. V tem trenutku, kar se tiče erozije, so napadena kmetijska zemljišča v velikosti 2 Francij. Vi, ki delate v kmetijstvu, razumete, kaj to pomeni. Če pogledamo zaraščanje, kar se tiče zaraščanja, je situacija sedaj nekoliko boljša, kot je bila pred nekaj leti. Če je pred 5 leti veljalo, da je v Sloveniji, mislim, da 32 000 hektarjev v zaraščanju, je po podatkih, ki niso najbolj sveži, stari so več kot leto dni, 17 000 hektarjev, vendar to še vsak hektar, ki je odveč. Torej, na zaraščanju, proti zaraščanju se moramo boriti še naprej. Prst ogroža kontaminacija. Ne samo tam nekje. Če pogledamo, s kakimi težavami se ljudje, se kmetje spopadajo v Mežiški dolini, vedno bolj v Celjski dolini, vidimo, da je naša prst ogrožena. Tudi kmetijstvo ima vlogo pri varovanju tega, da prst ni onesnažena. Zato letos smo pričeli izvajati na 60 000 hektarjih zelo trde okoljske ukrepe. To pomeni nekaj manjša intenzivnost kmetovanja, pomeni pa bistveno večjo varnost kmetijskih zemljišč. In ne nazadnje, eno najhujših groženj kmetijskim zemljiščem predstavlja pozidava. Pozidava je dokončna. Ko nekaj pozidaš, več tam ne bo kmetijskega produkta. In s tem se načeloma vsi strinjajo, dokler ne gre za njegovo pozidavo. Takrat pa vsak gleda tisto, kjer je najceneje. To je kmetijska zemljišče, najboljše kvalitete. Naj varuje kmetijsko zemljišče sosed. Pa še on ne, ker sem si z njim dober. Po možnosti tam nekje 20 km kraj, ampak tako ne gre. Kmetijsko ministrstvo je tudi v tem trenutku pod izjemnim pritiskom. Minister, dovoli to. To bo cel arhiv nastal. In tukaj, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, ki ste tukaj prisotni, dejansko potrebujemo vašo podporo. Ne vedo vsi, da ko rečemo, da varujemo kmetijsko zemljišče, da to mislimo vsakega posebej. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, kmetijstvo daje tudi preko zadružnega sistema prehransko varnost tej državi. Prehranska varnost ni nič manj pomembna kot zdravstvena varnost. Prehranska varnost ni nič manj pomembna kot vojaška, pa katerakoli druga varnost. In zato bi bil jaz vesel, če vsi vi, ki tukaj sedite, ste ponosni za varnost, ki jo dajete državi Sloveniji. Hvala. Hvala tudi vam. Najleplejše ta zemlja še dolgo z zdravimi kmetijskimi površinami in tako pridelano dobro hrano. In tako bo, če boste zadružniki tako naprej vztrajni kot ste. Zadružna zveza Slovenije pa vam bo vsako leto vsaj skromno, glasno, javno rekla hvala. In vsako leto dobijo priznanja zadružniki, zadružni delavci in zadruge za izjemne rezultate in aktivnosti pri razvijanju in utrjevanju kmetijskega in gozdarskega zadružništva. Po sklepu upravnega odbora letos podeljuje 19 letnih priznanj za prispevek k razvoju zadružništva in 1 priznanje za trajen doprinos k razvoju. Priznanje ob jubileju letos prejmejo 3 zadruge. Nagrajenci pa seveda s svojim delom dokazujete veliko pripadnost zadružništvu, verjamete v zadrugo, utrjujete vlogo zadružnikov pri upravljanju zadruge in v drugih kmetijskih organizacijah. Med kmeti uživate ugled, priznanje in spoštovanje. Vaše izkušnje in trdo delo odločilno prispevajo k razvoju in utrjevanju vloge zadružnikov v okolju. Vsem nagrajencem iskreno čestita tudi Deželna banka Slovenije in vam izroča priložnostno nagrado. Zdaj pa prosim, gospod Vrisk, da izročite
priznanja. Začeli bomo z letnim priznanjem za prispevek k razvoju zadružništva. Prejmejo ga Društvo kmečkih žena Žiri, na predlog Kmetijsko-gozdarske zadruge M. Sora Žiri. Če je predstavnica tukaj, kar sem, lepo prosim, fotografi čakajo, jaz se bom umaknila. Namreč prav je, da povemo, da dobijo priznanje za uspešno delo društva ob njegovi 40-letnici delovanja. Društvo od ustanovitve združuje in povezuje kmečke žene s področja, ki ga pokriva Kmetijsko-gozdarska zadruga M. Sora. Članice so v teh letih pripravile različna izobraževanja o problematiki na kmetijah, imele vrsto strokovnih srečanj, se spoznavale z novostmi, krepile medsebojno druženje in izmenjavale izkušnje. Med prvimi v Sloveniji so se dogovorile o pravici do porodniškega dopusta in v ta namen ustanovile poseben sklad. Društvo je odigralo pomembno vlogo v povezovanju, ozaveščanju in izobraževanju svojih članic in s tem pomembno prispevalo k ohranjanju in razvoju kmetij na podeželju. Priznanje pa prevzema predsednica društva, gospa Frančiška Primožič. Naslednji nagrajenec je Robert Fujs na predlog Kmetijske zadruge Radgona. Za uspešno kmetovanje in zgledno sodelovanje z zadrugo je mlad, perspektiven kmet, ki z družino, ženo, 3 otroki in očetom gospodari na prašičerejski kmetiji. Po prevzemu kmetije leta 2006 jo je obnovil in povečal, tako da danes obdeluje 82 hektarov kmetijskih zemljišč in letno proda 2800 prašičev. S svojim delom, pozitivnim odnosom do zadružništva in dobrim sodelovanjem z zadrugo je pomembno prispeval k razvoju in uspešnosti zadruge ter kmetijstva in zadružništva v regiji. Priznanje pa v njegovem imenu prevzema sin. Sonja Guzel na predlog Kmetijske zadruge Cerklje za dolgoletno vestno in predano delo v zadrugi. V zadrugi že 32 let uspešno vodi računovodstvo, med člani zadruge in zaposlenimi velja za odgovorno, vestno in prizadevno zadružno delavko, ki s svojim znanjem in strokovnostjo pomembno prispeva k ugledu in razvoju zadruge. Marko Harih na predlog Kmetijske zadruge Selnica ob Dravi za dolgoletno dobro sodelovanje z zadrugo. Kmetija se ukvarja s prirejo mleka in gozdarstvom kot dopolnilno dejavnostjo. Je dolgoletni član zadruge in trenutno tudi član njenega upravnega odbora. Letos mu je Zavod za gozdove Slovenije podelil priznanje za najbolj skrbnega lastnika gozda za leto 2014. Priznanje prejme tudi Ivan Hrga na predlog Mlekarske zadruge Ptuj za zgledno sodelovanje z zadrugo in prizadevno delo v organih zadruge. Je lastnik sodobne živinorejske kmetije, ukvarjajo se s prirejo mleka. Z družino obdeluje 70 hektarjev površin in redijo 160 glav govedi. Letno na kmetiji pridelajo 420 tisoč litrov mleka, večino ga prodajo zadrugi, nekaj pa ga predelajo in prodajo na domači kmetiji. Poleg dela na kmetiji je Ivan vse od ustanovitve Mlekarske zadruge Ptuj član njenega upravnega odbora ter član upravnega odbora območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije v Murski Soboti. Aktivno sodeluje tudi v strojnem krožku, posestnik, v društvu vinogradnikov in sadjarjev Juršinci in lovski družini Juršinci. Jože Juvančič na predlog Kmetijsko-gozdarske zadruge Litija za dobro sodelovanje zadruga in uspešno delo v njenih organih je dolgoletni član zadruge in že 5. mandat član njenega upravnega odbora. Po poklicu je veterinarski tehnik in zaposlen na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana. Pri svojem delu si aktivno prizadeva za reševanje težav v kmetijstvu in za dobro sodelovanje zadruge in njenih članov.
Z družino, starši in bratom kmetuje na družinski kmetiji, ki je usmerjena v proizvodnjo mleka in živinorejo. Je aktivni član govedorejskega in strojnega krožka, gasilskega društva in lovske družine. Mirko Kekec na predlog Perutnirarske zadruge Ptuj za prizadevno delo v zadrugi. V zadrugi je zaposlen od njene ustanovitve, prej je delal v tok kooperacija podjetju za rejo in organizacijo reje brojlerskih piščančev in je bil predhodnica današnje zadruge, torej podjetje je bilo seveda, gospod ne. Aktivno je sodeloval pri projektih organiziranja proizvodnje in oblikovanja specializirane zadruge Perutninarske zadruge Ptuj. Danes v zadrugi opravlja naloge vodje proizvodnje. Pomemben je njegov prispevek k pospeševanju in razvoju sodobnih tehnik v proizvodnih ciklusih reje piščancev. Kot član upravnega odbora zadruge že 3. mandat si prizadeva graditi dobre medsebojne odnose med člani zadruge in zadrugo. Peter Levstek na predlog Kmetijsko-gozdarske zadruge Ribnica za dolgoletno aktivno sodelovanje z zadrugo in uspešno delo v organih zadruge. Doštudiral je na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, nato je sprejel pa službo na občini Ribnica, kjer je opravljal delo referenta za kmetijstvo. Poleg službenih obveznosti je vsa leta sodeloval z zadrugo kot član upravnega odbora zadruge in njen podpredsednik. S svojimi pobudami in predlogi je prispeval k uspešnemu razvoju zadruge. O pomoči zadruge je leta 1984 na svoji domačiji postavil hlev in začel z rejo živine, poleg gozdarstva in čebeljarjenja. Pri delu na kmetiji mu pomagata žena Sonja in hčerka Petra. Marjan Mihelič na predlog Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge Slovenj Gradec za dolgoletno zavzeto delo v zadrugi in prizadevanja za pozitivno prepoznavnost zadruge in zadružništva v lokalnem okolju. Po poklicu je kmetijski inženir, zaposlen v zadrugi že 36 let, najprej kot terenski svetovalec, danes pa odkupovalec živine na področni zadrugi Vuzenica Ožbalt. Poleg službe kmetuje na 32-hektarski visokogorski kmetiji na Ribnici na Pohorju in sodeluje kot svetnik območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Slovenj Gradec. Posebno mesto v njegovem življenju ima njegova družina, posebej vnukinja Iva. Je velik ljubitelj nogometa in petja. Poje v pevskem zboru Ribnica, za kar je pred leti prejel tudi zlato Galusovo priznanje. Martin Nemanič na predlog Kmetijske zadruge Metlika za vzorno sodelovanje z zadrugo in aktivno delo v organih zadruge. Gospodari na kmetiji, kjer se ukvarjajo predvsem s pridelavo grozdja. Poleg dela na kmetiji svoj čas namenja tudi aktivnemu upravljanju zadruge, kjer vestno in odgovorno opravlja naloge v organih zadruge in je svojim delom vzor vsem zadružnikom. S kritičnimi pogledi, vedno predstavljenimi na korekten način, je prispeval k uspešnemu razvoju zadruge. Ivan Osed na predlog Hmezat kmetijske zadruge Petrovče za dolgoletno aktivno delo v organih zadruge in zgledno poslovno sodelovanje z zadrugo. Z ženo, sinom in njegovo družino kmetuje na 50 hektarjih veliki hmeljarsko-poljedelski kmetiji, ki je vzorčno urejena in konkurenčno primerljiva s hmeljarskimi kmetijami v Evropi, za kar je prejel priznanje hmeljarskega viteza, ki ga podeljuje Mednarodno združenje hmeljarjev. Je član nadzornega odbora zadruge Petrovče, član območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Celje in aktivni član društva hmeljarskih starešin najbrž in princes Slovenije, ne? Zlata Richter na predlog Kmetijske zadruge Šaleška dolina za prizadevno delo na kmetiji in zgledno sodelovanje z zadrugo. Z možem kmetuje na gorski kmetiji na področju Menine planine, kjer se ukvarjajo z mlečno proizvodnjo in obdelujejo 38 hektarjev kmetijskih površin. Vso pozornost posvečajo kakovosti mlečne proizvodnje.
5 let zapored jih je mlekarna nagradila za najkakovostnejše mleko in najkakovostnejšega dobavitelja mleka. Ponašajo se tudi z dobrimi bikovskimi materami in teleti, ki jih pošiljajo v osemenjevalni center. Z možem sta vzorna zadružnika, spoštujeta zadružne vrednote in zgledno sodelujeta z zadrugo. Slavko Roblek na predlog Kmetijsko-gozdarske zadruge Sloga Kranj za dolgoletno delo v organih zadruge in vzorno kmetovanje na domači kmetiji. Že več kot 30 let gospodari na sodobno urejeni kmetiji, kjer se ukvarjajo z rejo krav in proizvodnjo mleka ter gozdarstvom. Vsa leta poslovno zgledno sodeluje z zadrugo tako na področju odkupa kmetijskih pridelkov kot oskrbe zadružnih trgovin z repromateriali. Je dolgoletni član upravnega odbora zadruge. S svojimi predlogi in mnenji je aktivno prispeval k uspešnemu razvoju zadruge. V njegovem imenu prevzema to priznanje vodja komerciale gospod Jurij Gerbič. Drago Rožanec na predlog Kmetijske zadruge Izlake za dolgoletno dobro sodelovanje z zadrugo. Z ženo in 4 sinovi kmetujejo na hriboviti kmetiji v Zasavju. Ukvarjajo se z rejo krav molznic, lisaste in črnobele pasme ter vzrejo pitancev. V preteklosti se je kmetija ukvarjala s kooperacijsko vzrejo jarkic. Drago je dolga leta poleg dela na kmetiji tudi redno zaposlen. Že 4. mandat je član nadzornega odbora zadruge, s katero njegova kmetija zgledno sodeluje že od leta 1983, predvsem na področju odkupa mleka, mesa in lesa. Elizabeta Tavčar Jurček na predlog Deželne banke Slovenije za njen prispevek k razvoju zadružnega bančništva. Univerzitetna diplomirana ekonomistka je poklicno pot posvetila bančništvu. Zelo je dejavna v zadružnem bančništvu, najprej v Slovenski zadružni kmetijski banki, nato v Deželni banki Slovenije, kjer je direktorica sektorja finančnih trgov. Zapisala se je zakladništvu in vrednostnim papirjem. Je članica številnih odborov in komisij banke, aktivna članica odbora za zakladništvo pri Združenju bank Slovenije in ACI Forex Slovenija. Dolgoletna zavzeta pripadnost bančništvu in načelom zadružništva pomenita njen velik prispevek pri razvoju Deželne banke Slovenije, ki deluje po zadružnih načelih in predstavlja finančni steber slovenskega kmetijstva in podeželja. Dušica Turk na predlog zadruge Vina Kras Sežana za uspešno kmetovanje na domači kmetiji in zgledno sodelovanje z zadrugo. Živi in dela na ugledno urejeni domačiji v Šepuljah, kjer se ukvarjajo s pridelavo žita, živinorejo in pretežno vinogradništvom. Je lastnica najstarejšega letnika refoška na Krasu, strto staro 270 let, ki stoji ob gospodarskem poslopju in je v ponos vsem Krašovcem, ki pridelujejo vino teran. Vse od nastanka zadruge je njena aktivna članica, bila pa je tudi 2 mandata članica nadzornega odbora zadruge. Franc Žbogar na predlog Kmetijske zadruge Tolmin za dolgoletno uspešno vodenje zadruge in zgledno kmetovanje na domači kmetiji. Z ženo in 7 otroki obdeluje več kot 35 hektarjev zemljišč. Kmetija je usmerjena v rejo plemenskih telic in v prirejo mleka, letno pridelajo več kot 160 tisoč litrov mleka. Poleg dela na kmetiji je velik del življenja, energije in sposobnosti posvetil ustanavljanju, upravljanju in vodenju Kmetijske zadruge Tolmin in mlekarne Planika Kobarid. Od leta 1993 je član upravnega odbora zadruge, od leta 2004 tudi njen predsednik. S svojim delom je pomembno prispeval k uspešnemu razvoju zadruge v dobrobit tolminskih zadružnikov in kmetijstva. Zadružniki, kot je gospod Franc Žbogar, so motivacija in vzor za vse, ki delajo v zadrugi in širše, saj z dobrimi odnosi med člani, skupnimi cilji in čistimi računi so ustvarjajo uspešno zadrugo.
Anton Žnidaršič na predlog Kmečke zadruge Brežice za dolgoletno prizadevno delo v zadrugi in razvoj zadružništva v regiji in širše. Z ženo in 4 otroki kmetuje na kmetiji usmerjeni v govedorejo, prirejo mleka in mesa ter pridelavo tržnih poljščin, kot so koruza, pšenica in oljna ogrščica. Poleg zglednega gospodarjenja na kmetiji, ki jo je temeljito posodobil in povečal, je dejaven v lokalnem okolju. Je aktualni predsednik Kmečke zadruge Brežice, bil je predsednik podeželske mladine, predsednik strojnega krožka, občinski svetnik, član sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, predsednik odbora izpostave Brežice, predsednik odbora za kmetijstvo občine Brežice in član upravnega odbora pri Zvezi rjave pasme Slovenije. Najbrž pa drugih odborov ni več, kaj ne? Miro Boštjančič na predlog Kmetijske zadruge Perutninarjev Pivka za njegovo zgledno sodelovanje z zadrugo. Je kooperant zadruge in aktivni član upravnega odbora zadruge. Že več kot 40 let na kmetiji redijo piščance, brojlerje. Krasijo ga delavnost, preudarnost in dobro poznavanje kmetijske problematike, kjer si vseskozi prizadeva za razvoj perutninarstva in podeželja. Priznanje za trajen doprinos k razvoju zadružništva prejme Ivan Kure na predlog Kmetijske zadruge Metlika za trajen doprinos k razvoju zadružništva in kmetijstva v Sloveniji. V Kmetijski zadrugi Metlika je bil zaposlen od leta 1975, vrsto let je v zadrugi vodil finančno-računovodsko službo, leta 1994 pa je postal njen direktor. Pod njegovim vodenjem je zadruga postala poslovno uspešna in prepoznavna. Od leta 2007 je upokojen, vendar še vedno aktivno deluje kot predsednik Kmetijske zadruge Metlika in z ženo in otroki kmetuje na domači kmetiji. Je predsednik nadzornega odbora Zadružne zveze Slovenije, podpredsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, podpredsednik Kapitalske zadruge, ustanovni član Kmečke liste, Društva za razvoj kmetijstva in podeželja in član sveta za promocijo, ki deluje pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Je z dušo in srcem predan kmetijstvu in zadružnim vrednotam. Z veliko mero optimizma, odgovornosti, pripadnosti in s trdim delom pomembno prispeva, da se ohranjajo rezultati dolgoletnega dela in truda slovenskih kmetov in delavcev vpetih v zadružni sistem, ki so vidni v uspešnem razvoju slovenskega podeželja, kmetijstva in zadružništva. Priznanje o posebni priložnosti pa prejmejo Kmetijska zadruga Šaleška dolina za 60 let delovanja. Korenine današnje Kmetijske zadruge segajo v leto 1955, ko se je na področju Šoštanja povezalo 6 manjših zadrug. Te so se v preteklosti povezovale z okoliškimi kmetijskimi zadrugami, mesarijami, klavnico in trgovino na območju Šaleške doline, vse do leta 1993, ko je bila zadruga registrirana kot samostojna organizacija z imenom Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Zadruga danes povezuje 311 kmetov na področju občin Šoštanj, Šmartno ob Paki, Velenje in Savinjska dolina. Letno odkupi preko 10 milijonov litrov mleka, proizvedenega brez GSO, odkupuje govejo živino in jo tudi vzreja v 2 lastnih hlevih, oskrbuje kmete in druge kupce v 4 kmetijskih in 1 živilski prodajalni ter na 20 hektarjih prideluje jabolka. Oblikovala je v 2 odmevni blagovni znamki za izdelke iz jabolk Slodar in za goveje meso in izdelke iz govejega mesa Ekodar. Z inovativnim načinom zagotavljanja sledljivosti preko QR kode utrjuje zaupanje kupcev. Zadruga skrbi za celovit in najboljši servis za kmeta, nenehno išče nove sinergijske možnosti, razvija in inovira nove dejavnosti, izdelke in storitve in se povezuje s širšim okoljem. Lani je bila zadruga izbrana med 4 finaliste tekmovanja Kopa Kožeka za najbolj inovativno evropsko kmetijsko zadrugo.
Letos pa je na tekmovanju Agrobiznis, ki spodbuja podjetništvo in inovativnost na področju prehranske samooskrbe v Sloveniji, zasedla 3. mesto. Priznanje bo prevzel predsednik zadruge gospod Bogdan Kuhar. Kmetijska zadruga Metlika za 70 let delovanja. Zgodovina kmetijske zadruge Metlika pa se začne tam v letu 1909, ko je bila ustanovljena prva vinarska zadruga v Beli krajini z namenom trženja belokranjskih vin. Takratna zadruga je zgradila vinsko klet, ki je bila med drugo svetovno vojno porušena. Aprila 1945 so ustanovili nabavno prodajno zadrugo, ki je bila predhodnica današnje. V naslednjih letih so se k zadrugi Metlika pridružile vse manjše okoliške zadruge. In po reorganizacijah se je oblikovala sedanja zadruga. Kmetijska zadruga Metlika je danes po prometu največja zadruga v Sloveniji. Organizirana je v 4 dohodkovno samostojne programe ter skupno upravo. Program Vino zajema vinsko klet in vinogradništvo, program Mesnine vključuje klavnico, mesnico in mesni diskont v Ljubljani, program Trgovina povezuje maloprodajne trgovine in agrocenter, ter program Gastro, ki s 7 prodajnimi centri po Sloveniji oskrbuje gostinske ponudnike. Zadruga ima 238 zaposlenih in 108 članov in je v letu 2014 ustvarila 63,5 milijona evrov prometa. Zadruga v povprečju letno odkupi od članov okoli 200 ton mesa in 450 ton grozdja, odkupuje pa tudi vse druge tržne viške primarne proizvodnje. Velik vložek je v zadnjih letih namenila novi in sodobni polnilni liniji za vina. Imajo sodobno klavnico in posodobljeno razsekovalnico mesa v Ljubljani. Kmetijska zadruga Metlika se trudi biti odlična s kakovostjo svojih proizvodov in storitvami, ki jih ponuja svojim članom in kupcem. Zlasti pa skrbi za celovito ponudbo potrošnikom in dobro sodelovanje s poslovnimi partnerji. Priznanje prevzema direktor gospod Jože Stajnar. Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi tudi za 70 let delovanja prejme priznanje. Njene korenine pa segajo v daljna 40 leta prejšnjega stoletja. Skozi zgodovino je zadruga imela pomembno razvojno vlogo in jo ima tudi danes, kar je posebej prepoznavno na hribovskih območjih. Veliko je prispevala k graditvi infrastrukture na podeželju, k pospeševanju turizma na kmetijah in k izobraževanju svojih članov. Danes ima v svoji posesti kmetijska zemljišča, kjer pridelujejo kakovostna jabolka in češnje, pred nekaj leti pa so začeli s proizvodnjo vrtnin in nekaterih poljščin. Je ena redkih zadrug, ki ima svojo lastno proizvodnjo. Zato je uspešnost poslovanja v veliki meri odvisna od danih vremenskih razmer, potrebnih za dober pridelek. Imajo torej lastno pridelavo, odkupujejo kmetijske proizvode in oskrbujejo svoje kmete ter druge kupce z različnim trgovskim blagom. V preteklih letih so streho hladilnice opremili sončno elektrarno, ki pomeni dolgoročno naložbo in novi vir prihodka. Zadruga nenehno neguje in gradi dobre odnose s svojimi člani in poslovnimi partnerji, išče nove poslovne možnosti in se prilagaja novim tržnim izzivom. Pridobili so Global Gap certifikat in prejeli bonitetno oceno odličnosti, ki predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskega subjekta. Kot majhna zadruga se uspešno prilagaja globalnim spremembam in ostaja prepoznavna in uspešna v lokalnem okolju. Priznanje bo prevzel predsednik zadruge, gospod Jože Šiler. Hvala lepa, gospod Vrisk, hvala lepa, gospa Jožica, za to pomoč in še enkrat čestitke vsem nagrajencem in hvala za vaš trud in za prizadevnost. Ostanite dober zgled in ostanite še v dvorani, kajti čaka vas še skupinsko fotografiranje. Mi pa zdaj pravimo na zdravje z Glaškom. Thank you.
Hvala lepa za ta aplavz, res si ga zaslužijo, glede na to, da so sami amaterski glasbeniki, ki jih druži ljubezen do glasbe in zato so se tudi vse naučili, kar znajo. Hvala lepa, Marušeki. Seveda zdaj vse nagrajence prosim, da pridete sem za skupno fotografijo. Po končanem fotografiranju pa ste povabljeni vsi, brez izjeme, da nas zdravimo pred to dvorano, kot je to že običaj, z vini Kmetijske zadruge Metlika ter dobrotami, ki so jih za nas pripravile kmečke ženske iz Selnice ob Dravi. Seveda ste vse dni vabljeni še na sejem, kolikor ga še je, in vabljeni ste tudi na razstavni prostor Zadružne zveze Slovenije v Halo B. Prijeten dan vam želim še naprej, uživajte v sejemski družbi in vsem, kar boste videli, in srečno pot domov na snidenje prihodnje leto.